spoštovani sorodniki našega velikega vzornika in učitelja, hči Anka in sin Miha z družinami, spoštovani njegovi bivši učenci, prijatelji in znanci, cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni. Letos mineva 101 leto od rojstva velikega človeka, vzornika, učitelja, telesno-vzgojnega delavca, vsestranskega, kulturnega, poustvarjalca in vzgojitelja, gospoda Ivana Jezerška. Zavedamo se, da bi to počastitev morali pripraviti že prejšnje leto, ob okrogli obletnici pa so različne okoliščine pripeljale do enoletne zamude. Naj velja, nikoli ni prepozno za dostojen in časten spomin na človeka, ki nam je dal več, kot je bil dolžan dati, ki nam je dal to, kar je lahko dal. Delček svojega življenja in košček svojega srca, veliko lepih misli in nepozabnih dejanj. Da ko človek premišljuje, kaj bi bilo primerno za iztočnico takega dogodka, več misli se plete, več možnosti se odpira. Ni veliko krajev, ki bi se lahko pohvalili s tako izjemnimi dosežki posameznika, šolnika v najžlahtnejšem smislu te besede, kot je Komenda. Ljudje prihajajo, delajo v svojem okolju in poklicu in čez čas brez sledi kraj tudi zapuščajo. So pa osebnosti, ki k radiju dajo svoj pečat in pustijo globoko sled pri ljudeh. Take sledi, kot jih je pustil med nami gospod Jezeršek, so trajne. Njegovo delo v Komendi lahko primerjamo z iskrivimi mislimi enega začetnikov šolstva na Slovenskem, blaženega Antona Martina Slomška, ki je o liku slovenskega šolnika že leta 1841 zapisal. Kakor ljubo sonce zemljo oživlja, katero osije, tako naj vsak učitelj šolo oveseljuje, v katero pride. Učenik, mrtev kot les in omrzel ko led, učenci pa živi ko ogenj, se slabo stikajo. Srca učencev se učeniku tako dolgo odmikajo, da šola zmerzne, nauka cvet pomrje in od dobrega sadu ne da. Iskreni šolski prijatelj, kar vsak učitelj naj bo, ima naj odzivnih iskric kupoma kredi za veselje in okratek čas, za resnico in za nedolžno šalo ali špas. Svoje učence za nauku nemati in oživljati, za spane dramite, pridite podpirati, da se mu ne opešajo sredi pota potrebnega pouka. Mladini najbolj potreba je modre šole za srečno življenje. Učitelju čez vse potrebno znati šolo na pošteno življenje modro ravnati, kazati svojim učencem življenja srečno pot. Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe šole pa slabši časi. Nedvomno, gospodu Jezeršku so bila ta pravila na kožo pisana. Uspešno pomnožena z duhom časa, v katerem je živel in učil, so rodila najžlahtnejši sad njegovega dela in učenja pri nas. Vsi so prihajali,
Fantič pa prišel bo, stisnil roko. Precej ozdravljeno, srci bo žalostno. Fantič pa prišel bo, stisnil roko. Preto ozdravljeno, srci bolno. Jaslin za deželo prelipo slovi, sa glorijo poznajo visoko časti. Slovensko deželo jaz mislih imam, nikdar je visoko, došči slab ne znam. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Tej lepi deželi jaz mirno živim, pošteno s prijatelji se veselim. Pošteno veselje povsod je doma, Slovenci povsod so veselka srca. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Sem vprašal mamico, križance kuhajo, oni kaj vedo, kam je veselje šlo. Veselja ni nikjer, 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 nikjer. Veselja ni nikjer, nikjer, nikjer. Sem vprašal ptičice, kje v zraku letajo, če one kaj vedo, kam je veselje šlo. Veselja ni nikjer, 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 nikjer. Veselja ni nikjer, nikjer, nikjer.
Spomin na telesno kulturo in šport v 50 letih je pripravil gospod Mirko Kepic. Prosim. Spoštovani Jezerškovi, bom kar rekel, predvsem pa Anka, sopotnica moja, Miha je malo starejši, pa cela družina ste tukaj. Seveda, spoštovani tudi vsi ostali, ki smo se prišli pokloniti spominu na gospoda Jezerška. Veliko nam je bil vzornik in v veliko čem. O športu bom jaz povedal par besed. Predstavljen sem bil, da sem pripravil to. Nisem jaz sam pripravil so drugi, tisti bolj sopotniki, ki so takrat pomenili nekaj več v športu. Mi smo bili mladi, najmlajši, mi smo bili tisti, ki smo tukaj spodaj in še kje v raznih vajah tako sodelovali na akademijah in ki smo se prvič tudi srečali tukaj noter spodaj pod podrom s temi čudnimi napravami, ki se jim reče telovadne naprave, zgradbo, krogi. Vse je bilo nekam veliko za nas, bili smo mladi. No, ampak bom skušal povedati to, kar so drugi o njem vedeli, o športu in seveda, kar je od športa tudi ostalo, o tistih semenih, ki jih je gospod Ivan, gospod Jezeršek vsadil tukaj in katerih že semena od semen in semena prinašajo nove uspehe v športi. Torej, Ivan Jezeršek se je že kot študent začel aktivno ukvarjati s telovadbo. To je bila generacija takoj po legendarnem Leonu Štuklju, ki se je v okviru telovadnega društva ORE aktivno ukvarjala s telovadno, ozolodno telovadbo. Na domačih tekmovanjih je dosegel veliko dobrih uvrstitev. Tekmoval pa je tudi na mednarodnih turnirjih in njegov največji mednarodni uspeh je bilo prvo mesto leta 1929 na mednarodnem tekmovanju v Pragi. V domačem kraju se je zelo zavzemal za šport. Tako je bilo na pobudo takratnih športnih zasenjakov ustanovljeno športno društvo Kranjava Komenda. Leta 1974 je po daljši prekinitvi nadaljevalo to delo novo ustanovljeno športno društvo Komenda. To so tisti sadovi, ki tudi še danes v Komendi delujejo iz dneva v dan boljše, delujejo iz dneva v dan tudi v boljših pogojih, delujejo tam, kjer bi gospod Jezeršek verjetno bi mu celo kakšna solza pritekla, ko bi videl, na katerih poljih je on oral in na katerih poljih danes rastejo ti sadovi. Iz zapisnika ustanovnega občnega zbora, ki je bil 31.10. leta 50, je razvidno, da so bili ob njem ustanovitelji Lajovic Metod, Iglič Ivan, Voden Ande, Peterlin Jože, Janežič Lojze, Završnik Ivan, Šolar Slavko, Zadrgal Franc, Peterlin Peter z Podrošta, Lah Peter iz Komende, Jezeršek Miha in Jezeršek Ivan. Jaz menim, da so to tisti, ki bodo zaslužili nek aplavz od nas vse skupaj. Iz tega zapisnika je razvidna neka kar luštkana zadeva in sicer tako, da je naš nocojšnji slavljenec ali pa naš dobrotnik, ki se ga spominjamo, ta dan prinesel tudi prve kopačke v Komendo in sicer rabljene iz nogometnega kluba iz Ljubljane, katerega član vložil. Tudi to je v zapisniku. Njegovega dela si brez telovadbe v Komendi seveda ne bi mogel zamisliti, ker je vložil zelo veliko. Zbral je mlade fante in jih učil veščino rodnih vaj. V telovadnici, tukaj, kot sem že prej rekel, pod odrom tega doma,
so imeli telovadno orodje. Z tega obdobja je prišlo veliko res dobrih telovadcev. Teh žal zdaj nimamo več. In starejši se s ponosom spominjamo naše vrste orodnih telovadcev, ki so jo sestavljali Kosec Franc iz Križa, Lah Jože iz Klanca, Marantino iz Majnice, Avguštin Mihaj Suhadol, Pogačar Petar iz Klanca, Zaradal Jože iz Komende, Benda Franc iz Suhadol, Završnik Ivan Rudolf iz Suhadol, Vidmar Ivan iz Majnice in Tone Štrbej iz Most. Telovadbe in tudi nastopov se je doživilo še veliko drugih, vendar to so bili jedro. In jedro jedra je prebil gospod Jezeršek. Tudi tem je snakljeno. No, gledajte, zdaj pa pride tisto, da ni se razdajal samo tistim, ki so bili takrat že sposobni kaj pokazati. In so res kaj pokazali. Razdajal se je pa zelo, zelo tudi nam mlajšim. In moram reči, osebno je meni ostal v spominu preko teh akademij in preko teh vaj, ki smo jih takrat izvajali. Tega danes ni več, ampak res veliko ljubezni je posvečal, veliko dela nam mladim, najmlajšim bi lahko rekel, in nas preko teh ritmičnih vaj, brez katerih seveda v tistem času ni minila prav nobena telovadna akademija, ki jih niti ni bilo malo, uvajal v svet športa, uvajal v svet, ki nas je obogatil in nam tudi dal volje in smernic za življenje naprej. Torej, poleg športa, poleg tega pa je imel on, ker v šport spada tudi šah, pravijo. Moramo se spominjamo tudi tega, oziroma se spominjajo, da je bil tudi zelo dober igralec šaha. O tem jaz veliko ne vem povedati, ampak vem pa, da je z gospodom Cepko iz Komenske Dobrave, ki je bil v tistih časih eden najboljših šahistov v naših krajih, na vse mogoče načine, celo tudi, ki se je šaha naučil v Franciji, tudi podpisno igral šah. Torej, iz tega vsega vidimo, da je bil poleg njegovih velikih darov, o katerih bomo še slišali in katere je izdajal tukaj v Komendi, za katere se je razdajal v našem kraju, je bila ena od njegovih ljubezni tudi folklora. Tudi v folkloru, katera še danes zelo močno je pristopna na naših krajih, je verjetno takrat vložil prva semena v zemljo in ta semena so vzklila in tukaj na tem odru bomo zdaj videli, da iz majhnega raste veliko in jaz bi s tem zaključil to svojo skromno predstavitev. Še enkrat se bi zahvalil v imenu svoje generacije, v imenu starejših generacij, katerih žal že kar dosti ni med nami, za to, kar je vložil in za to, kar zdaj rodi bogate sadove. Na oder pa mislim, da prihajajo tudi tisti, ki bojo zapisali nekaj zmači.
Razmišljanja o Ivanu Jezeršku je pripravil profesor Ratko Lah. Prosim. Spoštovani, mojega šolskega kolega Ivana Jezerška nisem nikoli srečal. Saj je med nama kar nekaj let razlike, predvsem pa njegovo prezgodnje slovo. Kljub temu vam želim kot šolnik prebrati nekaj besed, ki sem jih zapisal ob prebiranju šolskih kronik, njegovih osebnih in drugih zapisov, ter nekaj pogovorov z ljudmi, ki so Ivana Jezerška poznali osebno. Rodil se je leta 1904 na Glincah pri Ljubljani, to je območje današnjega Viča. Tudi osnovno šolo je obiskoval na Viču. V času njegovega študija je bilo ločeno moško in žensko učiteljišče. Preden je leta 1936 prišel v Komendo, je najprej poučeval v Cajnarjih na Notranjskem, kjer se je tudi poročil z učiteljico Ano, potem pa še na Sveti Trojici na Blokah. V vodstvu Komenske šole je prišlo do premestitve nadučitelja Štefana Trobiša na šolo v Staro Loko na Kočevskem, medtem ko je vodenje šole prevzel Ivan Jezeršek, ki je odločilno vplival na šolsko življenje, predvsem na kulturno in športno, takrat imenovano fiskulturno življenje. Takratni učenci, na kateri sedite tukaj, se spominjate uvajanja novih pristopov pri, naprimer, pouku športne vzgoje, naprimer štafetnega teka, kar je bilo v tistih časih pravo odkritje. Ivan je v šoli organiziral tudi pevski zbor. Takratni otroci se spominjajo naprimer njegovega igranja na harmoniji. Redno je delovala šolska knjižnica.
Otroci pa so naročali revije, kot so Naš rod in vrtec. Na zadnjem statističnem poročilu v šolskem letu 40-41, pred izselitvijo v Srbijo, je Ivan Jezeršek zapisal: Državna narodna šola Komenda, Dravska Banovina, Okoliš Kamnik, zaposleni učitelji, 3 moški, 7 žensk, vsi jugoslovanski narodnosti, rimsko-katoliške vere. Pred drugo svetovno vojno je Ivan z družino živel v Komenski šoli, ki je bila med vojno požgana. Ivan Jezeršek, žena Ana, hči Anka in sin Miha, sedaj upokojeni ravnatelj, so bili med vojno izseljeni v Srbijo. Po vojni se je Ivan Jezeršek svojo družino srečno vrnil iz izgnanstva iz Markovca v Srbiji. Kot prvemu povojnemu upravitelju obeh šol v Komendi in v Mostah se mu je posrečilo dobiti zasilne prostore za pouk pri Vodetu, tudi v domu, v tem prostoru, kjer smo sedaj, in pa v Glavarjevem špitalu, saj je bila šolska stavba, sicer zgrajena 1872. leta, med drugo vojno požgana in porušena. Ivan Jezeršek je bil upravitelj šole v Komendi in v Mostah od 1936 do 1951 in prvi ravnatelj nižje gimnazije, kasneje sta jo vodila Janez Marinček in Drago Fakin. Ivan Jezeršek je v nižji gimnaziji poučeval tudi matematiko, fiziko, petje in telovadbo. Kot prvi kronist nižje gimnazije v Komendi je v uvodu kronike opisal najpomembnejše zgodovinske dogodke, ki so bili povezani s krajem, opisal je tudi krajevne, naravoslovne in druge posebnosti. Nižja gimnazija Komenda je gostovala v prostorih bivše Glavarjeve bolnice, v 2 učilnicah v prvem nadstropju in v eni učilnici v Pritličju. V nižjo gimnazijo so prihajali tudi učenci iz Vodic in nekaterih cerkljanskih vasi. V šolskem letu 52-53 se je nižja gimnazija Komenda preselila v novo, še nedokončano šolsko poslopje v Mostah, ki je bilo tedaj tudi polno zasedeno. V šolskem letu 57-58 pa je bila nižja gimnazija s šolskim odlokom ukinjena, kjer se je začelo 8-letno šolanje. Spričevalo nižje gimnazije iz šolskega leta 50-51 nosi podpis ravnatelja Ivana Jezerška. Učenci v nižji gimnaziji so se imenovali dijaki. Poleg znanih učnih predmetov so nas pričevali še za današnji čas že skoraj pozabljeni predmeti, naprimer srbski ali hrvatski jezik, ruščina, prirodopis, risanje, vedenje, naprimer. Ko se je leta 1953 Ivan Jezeršek vrnil iz Sežane, kjer je začasno opravljal naloge okrajnega inštruktorja, je prevzel vodenje proslave ob 100-letnici ustanovitve šolstva na Komenskem. Program proslave so pripravili na posebni učiteljski konferenci. Junija so izvedli fiskulturno akademijo s tekmovanjem, pevsko akademijo s sodelovanjem orkestra Ščernuč. Na tem odru, kjer sedaj stojim, pa so igrali igro Franceta Bevka, Mačeha in Pastorka. Učenci so bili v Jezerškovem času vključeni v različne krožke. Največ jih je obiskovalo športni krožek, šahovski krožek in pevski zbor. Dober obisk pa so zabeležili tudi pri risarskem krožku, planinskem krožku, dramatskem krožku, folklornem krožku in krožku za slovenski jezik. Ko je bil Ivan Jezeršek premeščen na novo službeno dolžnost v Ljubljano, je Drago Fakin, takratni šolski kronist, napisal tole. Ivan Jezeršek je zapustil šolo 1. avgusta 1958. Ko je služboval v Komendi polnih 23 let. Bil je izredno delaven na prosvetnem polju, zlasti kot režiser, vodja pionirskega pevskega zbora in šolske folklorne skupine. S svojimi vedno skrbnimi točkami je živel splošno pohvalo. Na novem službenem mestu vam želimo vse dobro. Ivan Jezeršek je, kot smo že slišali prej, je bil tudi vnet športnik, vrhunski telovadec, marljiv telovadni vzgojitelj in organizator športnega življenja v Komendi. Bil je tudi član učiteljskega pevskega zbora Emila Damiča v Ljubljani in član telovadnega društva Orel. V Ljubljani je bil upravnik študentskega doma do upokojitve leta 1962. Tudi v času upokojitve je nekajkrat prišel v Komendo,
ki jo je imel izredno v lepem spominu, sodeloval je na primer tudi pri igri 10. brat. Ivan Jezeršek je umrl leta 1970 v Ljubljani, pokopan na ljubljanskih Žalah. V Prosvetnem delavcu, časopisu vseh pedagoških delavcev, je leta 1970 ob smrti Ivana Jezerška vodiški učitelj Nace Vodnik zapisal nekaj besed, ki jih je ob grobu prebral pokojni Max Žurbi, predsednik kulturno-prosvetnega društva Janez Čebulj iz Komende. Takole je pisalo. Ivko Jezeršku. Zadnji dni junija tega leta je legel v svoj prezgodni grob 66-letni nekdanji šolski upravitelj v Komendi, Ivko Jezeršek. Kdo se ne spominja vedno prijaznega, a ne preveč zgovornega bivšega šolskega upravitelja, tovariša Jezerška. S svojo prizadevnostjo ni skrbel samo za uspešen razvoj šole, ni se zapiral v šolske prostore, temveč se je prav tako nesebično razdajal tudi izven šole. Bil je pevec, režiser, športnik. V dolgih 20 letih službovanja je temeljito spremenil kulturno in prosvetno življenje v Komendi in njenih okoliških vaseh. Odkrit, tovariški, a vedno dosleden in neizprosen do samega sebe in drugih. Občina Kamnik je na predlog krajevne skupnosti Komenda leta 1979 priznala Ivanovo delovanje s tem, ko je pristala na poimenovanje ene od komenskih ulic v Jezerškovo ulico.
Pravijo, da je gledališče odsev življenja. Da kaže ogledalu vsakdanji obraz ljudi, dogodkov in pa da je gledališče kraj, kamor se shajajo ljudje dobre volje, ki živijo v določenem okolju in ki od gledališča ne prosijo, ampak zahtevajo nekaj več za svoje življenje. Eden takih gledaliških mož je bil naš pokojni slavljenec. No in med njimi, ki so igrali pod njegovim vodstvom, je med nami tudi gospa Kristina Sašel. Prosimo jo za nekaj prijetnih. Spomini. Vam vsem prisotnim želim lep dober večer. Rada bi spregovorila nekaj besed v spomin na gospoda Jezerška, s katerim sem se prvič srečala, ko je leta 1936 prišel v Komendo in me je učil v 5. razredu osnovne šole. V svojih spominih bom skušala obuditi predvsem delovanje v komenski igralski družini pod vodstvom gospoda Jezerška, v kateri sem sodelovala preko 20 let. Na odru oziroma za njim sem se prvič pojavila v igri Miklova Zala, ko sem igralki Milki Pušavčevi posodila svoj glas. Namesto Zale sem jaz zapela zahtevano pesem. Igralka pa je odpirala samo usta. Gotovo je bil to eden prvih playbackov pri nas. V zvezi z Miklovo Zalo, ki sem jo prvič igrala v tej dvorani, se spominjam, da je bila dvorana tako nabita, da nas je bilo resno strah, da se bodo podrli balkoni. Razume se, da smo igro večkrat ponovili na domačem odru, pa tudi gostovali smo veliko. Ko sem že pri Miklovi Zali, naj povem, da je bila njena druga zahtevnejša uprizoritev na prostem, pod lipami nasproti cerkve. Kadar se spomnim na Miklovo Zalo, se vedno tudi na Miha Avguština iz Suhadol, ki nekakor ni mogel izgovoriti stavka "Turki zopet plezajo po našem obzidju". Vedno je rekel, ko plezajo po našem obzidju. Spomnim se, da je gospod Jezeršek režiral še naslednje igre: Domen, Draga Rud, Kralj na Betajnovi, Matiček Seženi, Županova Micka, Veriga, 10. brat, Šola za žene, pa še, pa sem bi povedala. Tudi Jurčičevega 10. brata smo uprizorili na prostem, kjer je bil grad Slemenice, kar hiša, ki smo ji rekli na vili. Valčke je igral Miro Petrc. Spomnim se tudi, da sem igrala še v igrah Babilon in Varuh, točno pa ne vem, če ravno v Jezerškem času. Za Silvestrovo in tudi ob drugih prilikah smo igrali humoristične enodejanke, kot je bila tista Humbo pa ni, ker sem igrala služkinjo v meščanski družini. Uprizorili smo tudi skeč z naslovom Radio, po zamisli gospoda Jezerška. V njem smo prikazali radijski program, za sceno je bil postavljen kartonast radijski aparat za izrezano odprtino, kot to vidimo danes pri televiziji.
V tem radijskem šovu so nas gledalci videli, kako smo brali poročila, peli, imeli oddajo po željah poslušalcev in tako dalje. V tem radijskem šovu so nas gledalci videli, kako smo brali poročila, peli, igrali, oddajo po željah poslušalcev in tako dalje. Lahko bi rekli, da je bila to prva TV oddaja v Komenti. Na koncu pa bi rada omenila tudi tiste, ki smo igrali skupaj. Naštela jih bom tako, kot mi je prišlo na misel in z njihovimi domačimi imeni. To so bili Anškova Janez in Mici, Jernajo Maksl, Pušavčev Tone, Pušečkov Tone, Mejačev France, Pušavčeva Milka, Orlov Jože, Jurjevčev Tone, Milka, Ivanka Marinka. Ukančev Peter in Tone, Jurjeva Ivanka, Francevnikov Tone, Bohnarjeva Nada, Štrcinova Marinka, Cunarjev Milan, žal nekaterih ni več med nami. Ne smem pa pozabiti na najmlajšega igralca, takrat otroka, Žimantovega Toneta, ki je v 10. bratu igral grajskega sinčka Balčka, jaz pa grajsko gospo. Še danes, ko se s Tonetem srečala, mi v šali vedno reče mama. Priprava oziroma vaje za posamezne igre so bile za nas amaterske igralce naporne. Vendar nas je igranje pod vodstvom gospoda Jezerška, ki smo ga preprosto povedani imeli radi in smo ga spoštovali, privlačno. Vse napore smo hitro pozabili, posebno, če nam je uspelo kaj dobrega skupaj spraviti. Ne samo igranje na odru, ampak predvsem druženje in prijateljstvo med nami je bilo tisto, ki nas je veselilo in bogatilo. Z njim delati je bil preprosto užitek. Naj mi bo oproščeno, če sem koga pozabila. Hvala za pozornost in nasvidenje. Povišajte se, da se bo videlo to ravno polje, da bom vidva, kje fantič moj gre. Da se bo videlo to ravno polje, da bom vidva, kje fantič moj gre. Oblački, razidite se, meglice, razpršite se, da se bo videlo to jasno nebo, da bom vidva, kje fantič moj bo. Da se bo videlo to jasno nebo, da bom vidva, kje fantič moj bo. Ska, ja povej mi vendar, za koga ti žeta nočeš? A ni on lep zauber fant? Ja, a nima lepo hišo? Lepe njive? Ja, žvinco pa tako, da se kar srce smaje, ki jo vidiš. Oče, povejte vi meni, zakaj vi kislovino radi ne pijete? Išema, zato ko me ne daši. Prav, jaz tudi žeta nočem, zato ko me ne dopade. Šim to odakle? Zdala
Jaz me pa počava. Ampak počaki, ne pa še jaz tebe nekaj vprašal. Jaz za koga se pa tebe že ne dopade? Ja, zato sem na dopade. Spet imaš prav. Dekle, ti imaš več pamet, kakor pa tvoj oče. Jaz te nam več vprašal. Ampak, Nicka, že pa lepe svedno, tok storto menu veselje pa vzemka, no? Pa na dopade. Stor tako, da se po dopadu. Ja, kako bom to storiva? O, ti vkasan, če hočeš. Da ble Anžeta hrustno bil. On je to grob. Kaj? Grob praviš, da je? Ja, Gorbicka, ja, kva ti je naredil? Da vendar grob praviš? Ja, prav grob je. On me priplesal okoli pasa prime, da mu se rebra pokajo. Kadar narazen grema, me tok stisne, da dolg ne morem prsta ganti. Oh, Nicka, meni se pa to le zdi, da on to z ljubezni naredi. On meni ankoli nič lepega ne pove. Ja, kako to misliš? No, on meni ankoli ne reče, da na mojih licih rošče cveto. Rošče? Da moj je brez tok jasen, kakor ne bo. Moj život tok raven, kakor je nas vreka. Ja, Micka. Da je moje petje tok lepo, kakor je da ne ptičice. Od tega meni on ankoli nič ne pove. Ja, kako ga bom jaz pol ljubiva? Micka, če jaz ne bi vedel, da si pametna, te dala za neumno imu. Slodi me vzem, če sem jaz tvoj rang mater daj kaj taha povedal. Pa vselih sem jo rad imu. Ja, pa ko se v 30 letih ni vse spremenilo. Ja, morbiti je pa tudi v ljubezni nova šega gor prišla. Ja, ti moraš bolj vedeti, kakor pa jaz. Ampak, Lucka, ti meni lesen velik veselje narediva, ko pa že ta vzeva, no. Moji vasje so že siv. Kdo ve, kolicaj bom še živel? Jaz pa tebe rad brezskrbljeno videl. No, pa sej pametna. Ti že vedela, kva moraš narediti. Ampak, že pa lepe svetlo. Nicka, jaz bom mal na polje stopil, ti pa meni ta cajten vaš vina gor prines. Že prav, oče. Ješ, tizga przi, ta bolga. Ja, že vem. Pa sej jaz ta žeta rada ljubiva, da ble mogva. Zakva sem se po tebe vka zaljubiva, ljubiznivi šonhajem. Tukaj ni treba, da bo oče rekel, ljub ga Micka, vzem ga. Poglej, moji lasje že si vratujejo. Dort ljubiznivi oče še banka mogla biti. Vrtej prič. Pa je tudi druge sorte fantiči. Lep, bogat. In zraven še žvahten gospod. In jaz bom tudi žvahten gospa. Kako bo to lepo slišati? Anžetova žena? Ne. Anžetova žena pa že ne bo odvabiti. O, ljubeznivi šur, kaj in kje to kdo vhodaš? A boš prišel? Bo prišel, bo. To je tedaj tista hiša. Eno dekle tukaj. Mora biti je pa ravno županova Micka. Kako je zamišljena. Ob 8 boš prišel. Ob 8. To so obljubil. A sonce bo skoraj dol. Ja, ljubica, kaj si se ustrašila? Ja, ob 8 bo prišel, ob 8.
Kaj je to en lep prstan? Goljuf nesramni. Naj mi ga dajo, kva jim je? Ravno ta je, moj prstan. Tukaj je moje ime. Nesrečni človek. Nazaj naj mi ga dajo. Tvoj ljubček, kaj ne? Ja, moj ljubček, ja. Jaz hočem svoj prstan nazaj. Če mi poveš, kako se imenuje. Schönheim. Schönheim? Tok je svoje ime zatajil. To je lepo ime. Ali je tudi tako lep, kakor ime kaže? To seveda je lep. Pa naj mi dajo prstan nazaj. Ti si prav nevoščljiva. Pust ga mi en mal gledat. Kako se lepo sveti. In ta lepi gospod, ki ti je ta prstan dal, te gotovo tudi ljubi. Ali menijo, da ne? In ti ga tudi ljubiš? A imajo morbiti kaj proti? In on te bo vzel? Kva sprašujete? Vrnite mi prstan. Dala ti ga bom. Še nekaj te moram vprašati. Kaj neki še? Vzel te bo, praviš? Ja, bome, ja. Pa te bom pa jaz tudi žvahtna gospa. Kakor so oni? Bom lepe gvante nosiva. Kakor gospoda dol v Ljubljani. Še lepše, kakor so njih. Bogo, dekle, kako se mi smili. Še bom to nedožnost lahko rešila. Ima ta lepi gospod eno dobro službo. Ali je bogat? To seveda je. Saj je žvahten gospod. In kdaj bo tedaj poroka? Kakor hitro bo njegov stric umrl. Dajo naj mi prstan nazaj. Tukaj je. Ti zapeljivec grdi. Zakva se jokajo? Kva jim je? Ljuba moja, Bogu se zahvali, da sem jaz danes sem prišla. Ti si v eni veliki nevarnosti. Ježiš Marija, kaj za en nevarnost? Tvoj ljubi je en goljuf. Schönheim en goljuf? Oni ga dobro poznajo, ki to pravijo. On je goljuf, pravim jaz. On se ne imenuje Schönheim. Ne, to ni mogoče. Naj mi pusti, kva se iz mene norca devajo. On je ženi drugi obljubljen. To morajo meni dokazati. Ja, vidiš, poglej ta prstan in poglej tvojega. Ali niste oba enaka? Vidiš, tega, ki ga imaš ti, sem jaz njemu dala in tega, ki ga imam jaz, je Tulpenheim, tako je njegovo ime, meni dal. Tam je moje ime in tukaj je njegovo ime. Torej, oni so tista gospa. Ja, jaz sem. In ta tvoj zapeljivec je moj obljubljeni ženin. Nikar se ne straši, nikar. Medve ga bova plačali. On je obe goljufov. Oni se navedo vse. Danes sobotnik ima ta grda. Še za enem drugem menelem žrebarjem prid. Bo se ženitno pismo gor postavba. In 3 dneh ne bi bila poroka. Ne le pridem. Medve ga bova plačali. Pokazali, da ne bo več veselja nedolžna dekleta zapeljevati. Tukaj imajo njegov prstan. Mene gospod. In jaz sem ga to grozno ljubila. A ve tvoj oče v tvoji ljubezni? Nič ne vedo. Ta goljuf je ni prepovedal kaj povedati. Pa se oče tudi ne bi pustili. Pojdiva proč. Pelji me noter v hišo. Se morava dogovoriti, kako ga bova plačali. Zvarada, le tega grda že naj mi iz glave spravijo. 8 bo skoraj. Pojdiva. Mene gospod, on ti nesramna žgrdi. Anže, ja pregrob se.
ki jo priplesal, koliko pa sustiskaš? In kaj pa jaz moram, če jo pa šmam? Nič lepega ne veš povedati. In to krecija je lepa. In to krecija je taka kokrina roža. Kaj? Njen život moraš kan smrek prglihat. Ja, kadar pa njene oči hvališ, to krecija, da eden noč sedi pa ven strela. Ma oča, ona rekla, da sem znoril. Že, jaz te povem, ona ima več pamet, pa mi dva obavka. Ona že ve, kako to gre. Veš, tako dol v Ljubljani, da zaljubljeni ljudje med seboj govore. Ne pa bo. Bom videl, kako se bom navadil. Ampak jaz vam povem, oča, meni gre ta reč bolj od srca. Kadar jaz rečem, dekle, jaz te štmam, da te ugriznil, šentej, oča, takrat meni srce kar poskakuje. Že, prav imaš. Ampak taka je ljubljanska navada. Moja dekle živi. Naj bo. Bom videl, kako se bo ta nočija obnesla. No, prid. Pa vam vrš piva sem dal, bo kao vina hod prines. Bom zdaj prišel. Samo domov še pogledam. Ja, pa res kmav prid. Kmav. Kaj prid? Šentan, norce ljubljanska. Ki je pri samem društvu upokojencev težko uspelo organizirati to proslavo brez občine Komenda. Zato prosim, ki se zaveda trajnih sledi gospoda Jezerška v naših krajih, vabim župana gospoda Tomaža Drolca, da se s svojimi mislimi skoraj zaključi današnjo prireditev. Dober večer, tudi z moje strani, prav vsem skupaj, seveda posebej pa gospodu Ivanu Jezeršku, najbližjim, njemu najdražjim. Nažalost, jaz se ga ne spomnim, sem malo kasnej, prvekov na svet, predno sem, ne takrat je bil še v Komendi, samo sem bil toliko majhen, da se ga ne spomnim. Vete, kot smo danes skozi večer lahko opazili, ali pa je bilo slišati, gospod Jezeršek je vsaj na 3 večjih področjih pustil svoje sledi, res globoke sledi v Komendi. Slišali smo v šoli, slišali smo, kar se tiče športa in seveda, kar se tiče tudi prosvete. Nekako, kar v sebi čutim, da je na nas, na meni nekje, da poskrbimo, da bojo ti sadovi lahko res obrodili tisto, kar je on začel. Kar se šolstva tiče, se mi zdi, nam je uspelo. Šolstvo, imamo pogoje za šolo, se mi zdi zavidljive, kakor tudi, kar se športa tiče. Samo kar se prosvete tiče, se mi zdi, da danes lahko v imenu občine tudi kar malo zardim tle na odru. No, ampak tisti, ki ste pred 3 leti glasovali za mene, upam, da se še spomnite, jaz se dobro zavedam, da sem takrat obljubil, da bom 1 leto svojega županjevanja v 2. mandatu namenil tudi kulturi. No, in s tem sem mislil predvsem obnoviti dvorane in če pogledate gor, zdaj luči ne svetijo, boste zapazili letnico, zdaj ne vem, se mi zdi ali 7 ali 38, se mi zdi 38, leta 38, se pravi 2 leti po prihodu gospoda Jezerška, je bila ta dvorana oziroma ta dom odprt in je služil seveda svojemu namenu in kaj tisti, ki hitro da, dvakrat da. In tle je bilo, se mi zdi, nekje sta se upadla tako prihod gospoda Jezerška kot volja po kulturi, po dejavnosti in po športu tle v Komendi. Zgleda, da je bilo vse zrelo in gospod Jezeršek kot naročen in sadovi so res vidni.
Jaz se v imenu vseh Komenčanov, tistih, ki ste ga poznali in tistih, ki ga nismo poznali, ki smo pa veliko slišali od svojih staršev o njem, nekje obljubljam, da bomo poskrbeli, da bo tudi prav na tem mestu, mogoče čez leto, 2, tudi ta dvorana primerna, da bomo tudi to vejo njegovega dela postavili na višje nivoje, da bomo lažje delali, da bomo imeli pogoje za delo vsaj take, kot jih imamo ta trenutek v šoli in na športu. Kaj ne rečem, jaz bi se rad zahvalil upokojenskemu društvu Komenda, seveda z Janezom Kimovcem na čelu, da nam je priredilo oziroma pripravilo ta lep večer, ko se lahko spominjamo res velikega moža in srečo smo imeli, da smo ga imeli tle v Komendi in se mi zdi, da vsi skupaj, ki so danes nastopali in tudi tisti za kulisam, ki jih ne vidimo, ampak tisti, ki so pripravljali ta večer, da zaslužijo en aplavz in da se jim skupaj zahvalimo. Hvala lepa. Nekoč učenci gospoda Jezerška, sedaj upokojenci. Večni kruh minljivega življenja in menjave generacij. Vabim na oder predstavnika obeh generacij, predsednika Društva upokojencev gospoda Janeza Kimovca. Spoštovani vsi navzoči, spoštovana Anka in Miha. Današnjo svečanost ob 100-letnici rojstva Ivana Jezerška smo organizirali člani Društva upokojencev Komenda. In zakaj ravno upokojenci? Vsi mi, ali vsaj večina prisotnih, smo bili učenci Ivana Jezerška in njegove žene Anice, ki je bila tudi učiteljica v Komendi. Prav zato čutimo moralno dolžnost, da smo se na tej svečani proslavi spomnili na velikega človeka zgodovine naših krajev, ki je veliko prispeval za dobrobit življenja, za dobrobit nas, saj smo doživljali njegovo veliko kvaliteto, sposobnosti, vrlino, združevanja in prijateljstva, ki je tudi v današnjem času še kako pomembno. Ko smo pred 4 leti se odločali o delu našega društva, ugotavljamo, kako prav je, da smo ustanovili tudi močno dejavnost na kulturnem področju. Danes smo spremljali naš mešani pevski zbor. Kar 33 pevcev je združenih v pevski zbor, ki ga organizacijsko vodi Dobnikar Franc. Folklorna skupina in dramska skupina deluje pod vodstvom umetniškega vodja in režiserja Valterja Horvata. Folklorna skupina spremlja ansambl, ki ga vodi Janez Lafnik. In seveda tudi naša voditelja Marija in Tone, ta stalna spremljevalca kulturnega dogajanja. Mirko Kepic, naš podžupan, je v sodelovanju z Lah Jožetom iz Klanca predstavil šport, Kristina Šršen pa igralstvo v času Ivana Jezerška. Posredno predstavitev delovanja Ivana Jezerška na področju šolstva je predstavil profesor Rafko Lah, mentorici profesor Sabina Brigita Štebe in profesor Peter Pogačar, pa sta z učenci osnovne šole Komenda Moste pripravili kulturni program. Kako pomembna je občina na našem področju, se vidi na vsakem koraku. Seveda z županom Tomažem Drolcem, ki skupaj z direktorico občinske uprave Majdo Ravnikar razumeta kulturo in delo upokojencev in jih tudi podpirata. Seveda vsem, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali pri tej svečanosti, najlepša hvala. Sedaj pa vabim na oder hčerko in sina Ivana Jezerško, Anko in Miha. Spomin na današnji dan bova skupaj z županom podarila knjigo Občina Komenda, v kateri je predstavljen tudi njun oče. Prosim. Čestitam in hvala lepa, da ste prišli.
Ker na sredo stopite, no? Ja. 10 vrtnic, torej 10 vrtnic za vsako leto ena vrtnica. Pa še. Za vsake 10 let. No, ne smete nam zameriti, če se mal narodno obnašamo tle, ker to vsako leto ne delamo, ampak smo danes prvič. Če dovolite, bi vama jaz podaril vsakmu eno knjigo o komendi, komenda od kamene dobe do danes, v kateri smo zbrali dobesedno vsa dejanja, vse znanje in seveda moram poudariti z domačih glav. Nismo najemali tujih sodelavcev, ker hvala Bogu smo v komendo dobili s priseljenici toliko modrosti, da smo z lastnim znanjem lahko res zavidljivo knjigo spravili skupaj, no in vsakmu podarjam eno teh knjig, da se boste lahko prebrala, kje sta mogoče tudi sama tlačila zemljo in travo in kje je vajin oče res pustil globoke sledi. Gospa, če dovolite najprej vam, čestitam in izvolite. Vsem skupaj lep dober večer. Jaz bi se zahvalila vsem izvajalcem te prireditve, občini Komenda, ki je omogočila to prireditev, županu, posebej pa Janezu Klimovcu, ki mislim, da je bil iniciator in pa glavni organizator te stvari. Hvala. Tudi jaz bi se vam vsem lepo zahvalil. Vesel sem, da sem danes prišel v Komendo, mislim, da se pridem večkrat, ampak sam do Jrnečkovi. Upam, da je oče res pustil tukaj globoke korenine in še enkrat sem najlepša hvala in zato, ker ste danes priredili, ker mislim, da je to res lep spomin na očeta. Hvala lepa. Zagrabilo je bliža se najbrže dež in tudi s tem zaključek nocojšnjega večera. Spoštovani gospe, dragi gospodje, naš predsednik je nekoliko pohitev. Vse predsedniki imajo prednost, ampak kljub temu midva ne bova ostala dolžna tistega, kar je napisano v denarnem spremnem tekstu. Čisto za zaključek. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda je prebival pod vodstvom zborovodje Ignaca Gorjanca. Spomine na telesno kulturo in šport je obujal Mirko Kepic. Podporo skupino, ki je odplesala splet gorenjskih plesov, vodi umetniški vodja Valter Horvat. Razmišljanja o Ivanu Jezeršku je pripravil profesor Rafko Lah. Program, ki so ga pripravili učenci osnovne šole Komenda Moste, sta pripravili mentorici profesor Sabina Brigita Štebe in profesor Petra Pogačar. Spomine na igralstvo je obujala Kristina Sršen, odlomek iz županove Mitske pa so zaigrali igralci dramske skupine Društva upokojencev Komenda. Režiser je gospod Valter Horvat.
Celotna organizacija prireditve in scena sta bila v rokah predsednika Društva upokojencev Janeza Kimovca. Nocojšnji program sva skušala nekako skupaj povezati kolegica Marija Šperonja. Napoleon Gorevc, ki je tudi avtor spremnega besedila. Dragi moji, luči v dvorani se bodo prižgale, na odru ugasnile. Upam in verjamem, da vam bo v srcu ostal prebojen spomin na vaše mlade dni in na človeka, ki jih je znal plemenititi, prižigati drobne iskrice v vaših mislih in čustvih, ki je znal deliti z vami vaše mlade dni, svoje bogate izkušnje in bogate znanje in neskončno ljubezen do vsega lepega. Slovo naj bo kratko. Hvala za obisk in za vaše hvaležne misli, ki se vam ponudile to dvorano. Lahko noč. Thank you.